Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Sledi korakov. Naš gost je Rudi Medved. Gospod Rudi, kako se Trboveljčan počuti v Zagorju? Saj po rodu ste Trboveljčan, če se ne motim. Ja, seveda, v Zagorju se jaz počutim odlično, že od malih nog. Od malih nog? Od malih nog, ker mamini stari starši so Zagorjani, moja mati prav tako bila Zagorjanka in preživljal sem otroštvo, veliko časa v otroštvu v sedanjem Europarku. Ne vem, koliko se še kdo, seveda starejša generacija vsekakor spomni, kako je nekoč izgledal ta del Zagorja s temi tračnicami od Šjanone gor do Kotredeža. In tu približno, ker je zdaj vrt tete Johance, mislim, da tu nekje, je stala sorazmerno velika rudniška lesena hiša, taka v bistvu kot iz pravljice o Janku in Metki, polna rdečih rož na oknih. Tam sta živela moj stari oče in stara mama, on je bil upokojen rudar, tako da mi je ta del seveda najprej zelo znan, potem tudi zelo ljub in še vedno vidim tisto podobo, kako je izgledal ta del Zagorja takrat, zdaj je seveda tam vse popolnoma drugače. Tako da jaz sem že po rodu, seveda na pol Zagorjan, tako da se v Zagorju nikakor ne bi mogel počutiti drugače kot dobro. So bile pa tudi Trbovlje takrat bistveno drugačne, ne? Zelo podobne kot Zagorje, rudarsko okolje, industrijsko. Ja, seveda. Jaz sem v Trbovljah sem pač živel do konca srednje šole. Po katerem koncu? Ja, mi smo se selili, veste, kar naprej. Izhajam iz sorazmerno revne družine in zgodaj sem izgubil očeta, sva s bratom izgubila očeta. In smo se selili potem od Knezdola, čisto gor na vrhu pri Jurharju, se rekla zadnja kmetija pod Sveto planino iz te trboveljske strani, potem malo nižje v Knezdolu, pa potem v Gabrsko in potem z Gabrskega na Škrtovina, se reče temu rdečemu bloku nasproti policije. No, od tam z te Škrtovine pa sem potem šel na študij v Ljubljano in iz Ljubljane potem v Zagorje. Za kakšen poklic ste se odločili oziroma kako ste se odločali za poklic? Zdaj, Zasavje je bilo takrat pretežno industrijsko, rudarsko, torej vsi kar nekako vedeli, a bo šlosar, a bo štromar, a bo knap, po domače. Kaj pa vi? Ja, ali pa kmet, recimo. Smešna zgodba. Ja, sicer jaz izhajam iz osnove z kmetije, ampak na kmetiji se pa res nikoli nisem v življenju videl. Je pa bilo tako, veste, takrat, če si bil odličnjak, šel na gimnazijo, potem, če si bil punca, šel na ekonomsko, če nisi pa bil glih odličnjak, je bila pa še potem tehnična šola. In moj stric, najmlajši mamin brat, samo 7 let starejši od mene, je hodil na strojno-tehnično šolo v Trbovljah in meni je bil nekako, veliko sva bila skupaj in mi je bil nekakšen zgled in sem potem tudi jaz šel na strojno-tehnično šolo v Trbovljah. Nisem pa bil nikoli ravno talentiran za tehnične poklice. Veste, meni je profesor iz Zagorja
nedavno sva se še spet ponovno srečala, no nedavno, kakšno leto nazaj, nekoč rekel, da bi me morda pri nekem predmetu, ki mi nikakor ni šel, pa je bil tehnične narave, morda celo spustil, ne, pri tem predmetu, če jaz obljubim, ne, da ne bom šel študirati strojništva in delati sramote te stroki. Ne. Torej, nisem bil ravno talentiran za te rekel, naravoslovne predmete, sem pa po drugi strani kako dobro znal z besedami in znal sem dobro obračati besede in te stvari so mi šle bistveno bolje in tako je učiteljica za slovenščino na tej isti strojno-tehnični šoli v Trbovljah, tovarišica Hodejeva, nekoč omenila, da bi bilo pravzaprav zame najbolje, če bi šel novinarstvo študirati. In od takrat dalje, to je bilo tam morda v kakšnem drugem letniku, od takrat dalje je pač veljalo, da bom jaz po tej tehnični šoli, če jo bom izdelal, seveda, ne, pa sem jo k sreči šel študirati novinarstvo. In tako sem res šel tudi na takratni FSPN, Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo, tudi doštudiral tam in zelo hitro po prihodu na fakulteto začel tudi honorarno delati na nacionalnem radiju. Tako je šla ta. Ne na Radio Trbovlje takrat. Ne, ker sem bil, seveda stanoval v Ljubljani, jaz sem živel v... Torej niste bili vozač? Ne, dobil sem sobo v takratnem domu FSPN, to je bil ta študentski dom na sami fakulteti in relativno hitro me je na nacionalni radio peljal moj prijatelj Feri Lajnšček, ki sva bila tudi cimra na začetku v tem domu. On je takrat že delal na radiju, pa je potem se skupaj pustil. Jaz sem pa šel ta poročila leta 80, to je bilo ravno na dan Titove smrti, na radio in sem tam tudi dolga leta ostal v dnevno-informativnem uredništvu, čisto na začetku. In sem šel potem res čisto po vseh stopnicah. In osamosvojitev pričakali na odgovornem delovnem mestu, ne? Jaz sem bil takrat, leta 91, se je reklo vodja turnusa, no to so bile pač neke organizacijske enote znotraj dnevno-informativnega uredništva, ni bilo kakšno vodilno delovno mesto, bilo je organizacijsko delovno mesto in na tem delovnem mestu jaz sem takrat tudi pričakal to obdobje osamosvojitve in tisto seveda samo obdobje vojne, ki mi pa je tudi ostalo v živem spominu. No in kako ste doživljali tisti čas, zdaj je 30 let oziroma že tudi več, ne, vrenja slovenske pomladi, nastajanje stavke, nastajanje strank, potem tudi tiste litostrojske stavke, pa potem procesa proti četverici in tako naprej. Veste, to je bilo precej emotivno obdobje tudi za novinarje. Sicer jaz sem bil v dnevno-informativnem uredništvu ves čas, torej to je novičarski del radija, ki približno enako organiziran tudi danes, ker smo pač nismo imeli te možnosti, ne vem, komentiranja, ampak pač golega poročanja, ne. In čeprav se zdaj včasih hoče ustvariti vtis, ne, da je morda tudi takrat že bilo na nacionalni RTV, da so bili ljudje proti osamosvojitvi ali pa proti temu, kot vi pravite, pred osamosvojitvenim vrenjem, ne. Ni res. Morda tudi kdo, jaz ne vem, ampak jaz vem, da smo bili tu neka ekipa, ki smo pravzaprav te stvari, ne glede na to, da smo morali poročati dovolj neprizadeto, torej novičarsko, ne, da smo te stvari doživljali tudi zelo emotivno. Vsaj zase pa zagotovo to lahko rečem.
Vam je kakšen dogodek iz potem osamosvojitvene vojne ostal še posebej v spominu? Veliko mi jih je ostalo. Jaz mislim, da se zdaj, ko se spomnim nazaj, ne se skoraj da spomnim vsake minute, ko si rekonstruiram tiste dni, ki pa pravzaprav se je vse skupaj zavrtelo, kot bi bilo to zdaj 10 minut. Ne. Ampak seveda, najprej ta dogodek mi ne bo šel nikoli iz spomina, ko sem tisto jutro po dogodku na Trgu Republike prejšnji večer, ne. Danes so dovoljene sanje. Tako tisto jutro prišel v Ljubljano s prvim vlakom, tako kot vedno, kadar sem vodil drugo jutranjo kroniko ob 7. Ne. Takrat seveda ni bilo interneta, ni bilo ničesar, ne, in jaz od trenutka, ko sem šel na vlak in prišel v Ljubljano, nisem vedel, kaj se je pravzaprav po noči dogajalo. Seveda mi je pa zastal dih, ko sem prišel tukaj od železniške postaje proti RTV-ju, ne, in je pri Starem Tišlarju na počez čez cesto stal avtobus, ne, ta pregibni dvojni, in takrat mi je pravzaprav bilo zelo hitro jasno, ne, zakaj tisti avtobus tam. Ne. Potem sem tisto drugo jutranjo kroniko, ne vem sicer koliko časa je trajala je dolgo, zanesljivo, ker potem so se informacije samo dograjevale, jaz sem samo bil v studiu in smo samo podajali te informacije, sem pa potem vodil še dopoldanski dnevnik, ki smo ga takrat imeli na prvem programu ob 10. dopoldne, in tam sem pa že kar v bistvu stal v studiu, no, mislim, da do 1, ker so se pa dogodki seveda začeli dogajati res z bliskovito naglico in seveda je bilo čedalje bolj dramatično. Enkrat smo šli tudi v zaklonišče, to je bilo tisto nedeljo dopoldne, ko je Jelko Kacin oznanil, da so se v Zadru, mislim, da je bilo v Zadru, da se zdvignila letala, da gredo nad Ljubljano, ne, takrat smo šli dejansko v zaklonišče za kakšno uro. Smo pa delali dogodke in odmeve en dan, ko so letala prebijala zvočni zid nad Ljubljano in so bili ljudje prav tako z RTV-ja v zaklonišču. Smo pa ostali v redakciji Štefan Grah, Maca Švabič in jaz, ne, in mi smo pod temi prebijanji tega zvočnega zidu delali dogodke in odmeve in jih tudi seveda naredili in smo jih tudi izpeljali. Ne. Ampak bili so to, ja, zdaj, če gledam, res neki izjemno dramatični časi, kako smo tudi zaupali ljudem, ki so nas klicarili z terena in nam podajali informacije. Kje je kakšen tank? Ne? Ja, in to so bile zelo zanesljive informacije. Ni bilo fake newsov, tako kot temu danes rečemo. Kako so nas tudi z Hrvaške obveščali, ko so tanki šli od Varaždina proti Sloveniji in to, mislim, takrat smo v bistvu res vsi dihali za to našo stvar. Moram pa reči, če dovolite še enega dogodka, se seveda spomnim živo, pa to je bilo predvsej za mene zelo presenetljivo pravzaprav. No, ampak jaz sem takrat karamboliran avto pred vojno, ne, in sem ga imel v Domžalah na popravilu in potem tam nekje, ne vem kateri dan vojne je to bilo, so me pač obvestili, da je ta avto popravljen. Ne. In me je seveda zdelo, da bi bilo dobro ta avto spraviti iz Domžal domov. Ne. In sem se nekako prebil z vlakom v Domžale in se potem tako sredi sončnega dne peljal s tem avtom od Domžal proti Trojanom, ne, čist sam na cesti, ne, in srebrn avto je bil in se mi nenadoma zazdelo nekako krasna tarča je to, pravzaprav čist sam na tej cesti in ben ga nisem srečal, ne. Ampak to samo kot medklic. Tisto, kar me je pa najbolj presenetilo, veste, in to je tisto, ko smo bili mi ves čas v redakciji, ne, ves čas smo bili takrat na radiju, kakšno uro, 2 smo hodili spat v hotel Teo Turista, ampak ne ravno za dolgo.
in si v stanju neke psihoze, ne, toliko informacij imaš, da se ti zdijo stvari še bistveno bolj dramatične zunaj, kot so v resnici. Ne. Še bistveno hujšo podobo si slikaš in jaz se potem pripeljem s to zavestjo na izlake. In vidim, mislim, da na izlakah ljudje delajo po vrtovih, po njivah, ne, tako vidim, da neko normalno življenje, ne. In je bilo meni to nekaj nepojemljivega, ne. Jaz sem si predstavljal, da je pač to zdaj zunaj, da je dejansko zunaj vojna, ne. In da ne vem, kdo bi tist čas, ne vem, plev na vrtu, ne. Ampak nekako so ljudje vendarle poskušali živeti tam, kjer je bilo to možno, sorazmerno normalno, ne. Tako kot tudi danes poskušamo nekako, ne, sorazmerno normalno, vsaj poskušamo sorazmerno normalno in nekako potlačiti to, kar nas... Kar je tudi prav, ne. Seveda, najslabše je biti zaprt med 4 stene. To v človeški naravi, ne, mislim, da se poskuša nekako prilagoditi, ne, in tudi temu, čemu smo zdaj priča, se bomo najbrž časoma na nek način morali prilagoditi, ker bomo počasi vsi skupaj res izgubili upanje, da bo to kar minilo, ne. Tako. Kako pa je šla vaša kariera potem naprej, novinarska, po vojni? Jaz sem tam leta, mislim, da je bilo 92, če se ne motim, ja, sem kandidiral za urednika dnevno-informativnega uredništva, torej tega uredništva, v katerem sem tudi zrasel od vsega začetka in potem sva dobila z Dragom Balažičem leta 96, mislim, da je bilo povabilo, da prideva na Pop TV, takrat enkrat, no, je bilo to v tistih letih, ki se je takrat ustanavljal. Drago se je potem odločil in je šel, jaz pa ne, ker se nisem čutil, pravzaprav nisem se čutil kot človek, ki bi lahko delal na televiziji, se mi je zdelo, da sem pač bolj radijski človek in sem ostal seveda na radiju in potem silom prilike, rekel, ne zaradi kakšne želje po funkciji ali čemrkoli, sem potem postal urednik notranje politične in gospodarske redakcije na radiju, ker je Drago Balažič odšel in je Bojan Veselinovič takrat potem odšel na mesto odgovornega urednika, prej pa je bil urednik notranje politične redakcije in sem potem do leta 2000 ostal urednik te notranje politične redakcije do mojega odhoda takrat potem na nacionalno televizijo. Nekaj časa potem tudi na nacionalni televiziji? Jaz sem na nacionalni televiziji dobre 4 leta. Tudi poročal iz parlamenta, ne? Tudi vse, pravzaprav vse tisto sem delal, kar si sploh nisem nikoli mislil, da bi... In ta prehod na televizijo je bil težak? Dati svojo podobo na ogled? Ja, v bistvu zelo, zelo težak. Tako kot sem rekel, jaz se nikoli nisem počutil, da sem človek za na televizijo in tudi nisem, ne. In še zdaj trdim, da nisem. Je pa res, da se pravzaprav glede na delovna mesta, ki sem jih opravljal na televiziji, bil pa sem urednik notranje politične in gospodarske redakcije, hkrati sem urejal tudi TV Dnevnik in Odmeve, tako da sem imel teh uredniških del toliko in tako so me nekako izpolnjevala, da nisem ravno veliko nastopal pred kamero. Imel sem nekaj političnih pogovorov, spomnim se par pogovorov s pokojnim doktorjem Janezom Drnovškom, kakšne povolilne ali predvolilne oddaje tudi, ampak večinoma pa pravzaprav ne in to mi je nekako pravzaprav odgovarjalo, nisem rad nastopal pred kamero, sem pa izredno rad urejal televizijske oddaje in izredno rad sem urejal Odmeve. To je bila oddaja za dušo. Jih še vedno spremljate? Še zdaj jih seveda spremljam redno, vsak dan jih gledam. Če ne zvečer, pa zgodaj zjutraj. Pa sodim, da tudi plačujete RTV naročnino, ne?
Ja, seveda. Malce v šali. Vem, zato mislim tudi nimam benih težav, ne, če me povabijo kdaj na RTV, za razliko od tistih, ki je ne plačujejo, ampak In tudi, ki javno pozivajo druge, da naj jo mediji ne. pa s pridom izkoristijo, kadar je treba. Ne. Ja. Potem pa, ko je upokojil se profesor Nande Razboršek, ste pa prišli za direktorja Delavskega doma, kulturnega centra Delavski dom Zagorja. Ja, to je tudi, vsej vsaka stvar nekako prinaša s sabo neko zgodbo. No, in Je bilo dovolj novinarstva? mene so pravzaprav vse te stvari, ki sem jih počel, ne, v življenju, vse so me same našle. Jaz se nisem popolnoma za nobeno potegoval. Ne. Jaz sem imel svoje sanje, ne, ko sem prišel na radio, da bom zamenjal, in tudi z Milanom Vidicem sva bila to dogovorjena. Ne. Sva bila izredno dobra prijatelja z Milanom Vidicem, našim legendarnim dopisnikom iz Zasavja za radio Ljubljana takrat in potem Slovenija. In jaz sem se pač videl v tej vlogi, midva sva bila z Milanom tudi že vse dogovorjena in pravzaprav smo bili nekako dogovorjeni tudi z vodstvom radia. Pa so se potem stvari pač zavrtele drugače, ker so me nekako navedli k temu, da bi vendarle bilo bolje zame, pa morda tudi za radio, da prevzamem dnevno informativno uredništvo kot urednik. In sem se potem tej karieri dopisnika odpovedal. Bilo je pa enako, veste, tudi pri mojem prihodu v Delavski dom. Ne? Jaz sem se mnogokrat, ko so žena me vozila na železniško postajo, takole zgodaj zjutraj, ali pa ko sva prišla pozno zvečer, me prišla iskat na železniško postajo, pa sem gledal Delavski dom, kamor sem izredno rad zahajal na vse prireditve, ne? In se mi je nekako zdelo, da mi je ta hiša tako blizu, da bi morda jaz lahko kdaj v tej hiši delal. Jaz sem to sam za sebe razmišljal, ampak nikomur nisem o tem nikoli govoril. Pa sva se nekoč v parlamentu srečala z županom, ne? Matjažem Švaganom. Matjažem Švaganom. In on mi pravi, a bi ti prišel v Delavski dom, ne? Jaz sem pa rekel ja, ne? Pa pozabil na to. Pa minilo kakšne pol leta, je bil pa razpis, ne? In takrat mi je pa rekel, takrat si rekel, da bi prišel se pa na razpis prijav, ne? In sem se prijavil na razpis in sem se odločil, potem, ko so me na občinskem svetu potrdili, čeprav sem bil za Zagorjane Trbovljčan, ne? Zato pa tisti uvod vdajo, ne? Z lahkim srcem sem se odpovedal vsemu, kar sem počel do tedaj v novinarstvu, ker se mi je zdelo, da je to tisto pravo, kar me pa v življenju čaka, da bi pa jaz pa res s srcem delal, ne. No, in potem ste bili res direktor Delavskega doma v Zagorju, kulturnega centra Delavski dom Zagorja, ampak čisto novinarstvo pa niste opustili, ne? Nekaj časa ste bili sočasno tudi urednik na radiju KUM Trbovlje, mislim, da se tako imenoval, pa tudi urednik na POP TV 24 ur, ne, informativne oddaje, dnevni urednik, če se ne motim, ne, kako je bilo to? Ja, to je pa tisti klic, veste, potem ta klic divjine, ne, novinarstvo. In ko me je Marjan Froj povabil, direktor Radia Trbovlje, če bi prišel tja za odgovornega urednika, kar ni bilo v koliziji s tem, kar sem delal v Delavskem domu, in tudi ni bil, če tako temu rečem, full-time job, ne, torej, da se je to delo v Delavskem domu dalo uskladiti in da so mi seveda tudi, da mi je svet Delavskega doma to odobril in tudi sam župan, in sem potem bil, sem da leto ali dve, se ne vem čisto točno, potem tudi odgovorni urednik radia KUM Trbovlje.
dokler se ni oglasil Tomaž Perovič s Pop TV-ja in mi takrat predlagal, da prijem za urednika. Ki pa je bil že prej tudi na nacionalni televiziji. Ne? Tudi nekoč, ja, medva so se pač, on je pravzaprav takrat tudi mene povabil prvo na Pop TV, takrat, ko je Drago Balažič tja šel, jaz pa ne. In tako je pač beseda dala besedo in da nekako uskladimo to direktorovanje tukaj v Delavskem domu in urednikovanje na Pop TV-ju in takrat moram reči, da so znali videti prednost v tem tudi tako člani sveta Delavskega doma, kot tudi sam župan in so mi odobrili to možnost, rekel, nekako dvojne službe, ki pa sta seveda vsaka po svoje dovolj zahtevni, da potrebujeta celega človeka. Ne? Tako da mislim, da sem leto in pol nekaj takega zdržal, ta tempo, potem pa ni šlo več. In se potem pač odločil, da če izbiram med televizijo in Delavskim domom, da bom vendarle ostal v Delavskem domu. Je pa zanimivo to, da takrat, ko sem imel pravzaprav največ dela s tem, seveda tudi na Pop TV-ju, da smo imeli pa po finančni plati, ne, pa daleč najboljši rezultat v Delavskem domu v vsem tem obdobju, ker sem bil direktor. Torej, da sem delal hkrati tudi na Pop TV-ju, zanesljivo ni škodilo Delavskemu domu. No, že v prvem delu oddaje sva nekaj omenila, kaj vse je bilo v vašem času postorjenega okrog tega kulturnega centra, od te prenove galerije Medija, potem te sobe v spomin Latko Koroscu, potem veliko je bilo prenovljenih tudi, mislim, da sedeži v dvorani, potem kinodvorana oziroma digitalizacija, potem jazz večeri, ne, ob tem, da je ta slikarska kolonija bila nekako iz Lake Zagorje tudi del Delavskega doma vsa ta leta, odkar že obstaja. Ne. Pa en kup še drugih projektov. Imate lepe spomine na ta čas, ker potem se šalim, ste se kulture naveličali in šli skoraj da v politiko, za direktorja občinske uprave občine Zagorje, potem, ko je umrl prejšnji direktor Brane Mahne, tudi vaš osebni prijatelj. Ne? Nisem se seveda naveličal Delavskega doma, ker se tega preprosto ob vsem tem, kar ste našteli, no, to je samo nekaj, ne? Da se tega ne mogoče naveličati. Jaz smo izjemno veselje s tem, ko smo obnavljali zgradbo in hkrati seveda zelo pazili, da ohranimo takšno v tem prvotnem izgledu, kot je bila. Kljub temu, da je na strehi elektrarna, ne? Dobro, dali smo pač na streho elektrarno, ker je bilo to možno in ker se to bogato obrestuje, pravzaprav, ampak te vedute Delavskega doma, ko pogledaš tukaj od krožišča, ne kazi, ne, in zato smo se, če bi jo kazilo, se zagotovo za to ne bi odločili. Ne. In vse to dogajanje zraven ob tem veselju, ob obnovi in vseh teh kulturnih programih, ki smo jih uspeli na novo upeljati in ki so naleteli na zelo dober odziv pri Zagorjankah in Zagorjanih, ki imajo izjemno radi ta Delavski dom, ne, ki so v bistvu zelo čustveno navezani. Ta občina je cela zelo čustveno navezana na ta Delavski dom. In potem človek, ki vodi ta Delavski dom, ima neko posebno odgovornost do hiše in seveda do teh ljudi. Mi smo bili ena taka skupnost, vsi skupaj, ti ljudje, ki so tako zvesto, zakaj jaz verjamem, da seveda še bodo, ko bodo razmere zrele za to, zahajali v ta Delavski dom in ki so s to svojo navzočnostjo vselej znova hranili energijo nam, ki smo ustvarjali ta program. Ne. Tako da se seveda nisem naveličal, je pa res, kot ste omenili, moj prijatelj
Brane, ne, ki je bil direktor občinske uprave in s katerim sva res izjemno veliko časa preživela skupaj. In ob tem, ko sva se zelo veliko družila, sem jaz tudi zelo podrobno spoznaval njegovo delo, ne, tako kot je on zelo dobro poznal delavski dom, in ravno zaradi tega, ker sta bila župan in direktor občinske uprave tako naklonjena delavskemu domu in tem vsebinam, ki smo jih ustvarjali, ne, zato je ta delavski dom lahko dajal od sebe to, kar je bilo možno. In potem, ko se je pač zgodilo to, zgodil ta žalosten dogodek, je mislim, da po kakšne pol leta po tistem, Tako je, ja. pač župan, bom rekel, da me je nagovoril, no, ampak pač predlagal je, da pač vidi v meni dovolj zaupanja vrednega sodelavca, ne, da bi pustil delavski dom in prišel na občino. In ker sem, to večkrat rečem, ekipni igralec in sem bil v tej zagorski ekipi ves čas takšen, sem seveda to sicer s težkim srcem, ker sem res šel težko iz delavskega doma. Ampak če je bilo pač takrat v tistem trenutku presojeno, da je tako bolje, sem šel na občino in sem pač tudi tam preživel res eno Do zadnjih volitev, ne? izjemno lepo obdobje in tudi zelo ustvarjalni smo bili v tistem času, tako kot je pravzaprav zagorska občinska uprava skupaj z županom ves čas, no, vsaj jaz imam tako občutek, da je res ves čas neko gonilo tega napredka v Zagorju. Tisto obdobje pa je bilo tudi spričo mnogih uspešnih projektov, uspešnih razpisov, ne, še posebej plodno, in smo res lahko zelo veliko postorili v tistem času. No, na vaše mesto pa potem prišla tudi iz novinarskih vrst na nek način vaša novinarska kolegica Karmen Cesnik, ki je še vedno tudi direktorica delavskega doma Zagorja. Na vas je pa malce zamikala očitno tudi politika, seveda ste se s politiko na nek način spogledovali tudi svoj čas kot občinski svetnik. Ste kandidirali, mislim, da na LDS-u, pa potem na županovi listi. Ne, na LDS-u. Potem na županovi listi, ne? Tako, mi smo skupaj ustanavljali županovo stranko Brane. Tako, ja. Župan in jaz pravzaprav smo skupaj, tudi ime smo se potem enkrat zmislili, Zagorje gre naprej, ne, najprej za šalo, pa smo potem ugotovili, da je to dobro ime, ampak to je bila prva stranka, za katero sem kandidiral, ne, predtem nobena. In potem je bilo za koga presenečenje, mogoče tudi za vašega prijatelja Matjaža Švagana, župana, da ste potem šli kandidirati za listo Marjana Šarca. Kako je do tega prišlo? Ja, to je, morda je župan včasih igral malo presenečenje, ampak to ni bilo nobeno presenečenje, ker on je za vse vedel, ne, on je za vse vedel. Kako je do tega prišlo? Pravzaprav sva se z županom dosti pogovarjali takrat o tem, da bi bilo morda dobro, da bi Zagorje poskusilo imeti poslanca v državnem zboru, ne. To sva se pogovarjala večkrat. No, vse v prejšnjem pred vami je bil to Marjan Dolinšek, ne? Ja, je bil Marjan Dolinšek, ja, in seveda nobenega jamstva ni bilo, da bo recimo Marjan Dolinšek spet, ampak pač, da si nekako prizadevamo, da ohranimo poslansko mesto v državnem zboru. Zdaj, seveda, če bi se Zagorje gre naprej kot stranka odločili, jaz sem bil podpredsednik tudi te stranke, takrat, če bi se mi vsi skupaj odločili, da gremo na državni nivo, ne. Bi v Zagorju seveda pobrali smetano, ampak seveda, premalo. Verjetno bi ne imeli kakšnih možnosti, ker tudi nismo prej razmišljali o tem, da bi šli v to, to je vendarle zalogaj iti na državnozborske volitve, ne, posebej za eno lokalno, vseh volilnih enotah in scene, tako naprej. In res pa je, da smo bili pa
v precej tesnih stikih ves čas z Marjanom Šarcem kot županom nam sosednje občine, ne, malo kdo ve, da z občino Kamnik Zagorje meji, da je naša meja, mislim, da je dolga okoli 150 metrov, ampak smo sosednji. Kje je točno? Tu gore, blizu viadukta Baba, tam nekje. In smo veliko sodelovali s Kamnikom in tudi večkrat je prišel Marjan Šarec tudi v Zagorje, tudi mi smo bili večkrat gor in smo se pogovarjali marsikaj. Pa že prej na kakšno kulturno prireditev, ne? Seveda, kot še v neki svoji prejšnji vlogi, ne? Midva kot se humorist. večkrat nasmejiva. Imitator dr. Janeza Drnovška, ne? Tako, pa tudi onga... Martelanca je kaj bil, ni Martelanc. Ja, eden od teh znanih tako, njegovih, ne? Tako. V glavnem, seveda, mi da se večkrat nasmejiva, kako sem bil jaz nekoč v nekem obdobju celo njegov delodajalec, ne, ker je, mislim, 2 ali 3 sem ga povabil v delavski dom, je imel tukaj nastope. Midva sva se bežno poznala tudi že z RTV-ja, odprej, ampak zelo malo, nisva bila v kakšnih tesnejših stikih. No. Ko se je odločil, da bo kandidiral za predsednika države, nam je takrat enkrat tukaj v stekleni dvorani, mislim, da je bilo po enem občinskih praznikov naših, govoril o tem, ne, ko takrat je bilo za nekatere to še blodnja, ne, ampak je pripeljala do drugega kroga, ne? Popolnoma jasno je bilo, ko nam je on to pripovedoval tukaj, da bo on to tudi storil, ne? Da bo on šel na predsedniške volitve. Popolnoma je bilo jasno, ne? Da to ni bila neka blodna. Ko se je potem odločil, da bo šel na državnozborske volitve, ne? In ko sem se tudi jaz nekako odločil, da bi morda poskusil se, pravzaprav nisem niti razmišljal, kje bi kandidiral, ne? Sem rekel, če bi samo tukaj, ne, na nobeni drugi listi pravzaprav. Ne klasični stranki, ne? Nobeni drugi listi ne bi kandidiral, če bi tukaj, no, in tudi povabljen sem bil nekako, da kandidiram na tej listi. In takrat ste prijeli okrog? In sem seveda za 17, ne? Za naše razmere izredno dober rezultat, 200%, glede na to, da je imela stranka na državnem nivoju 13, to je 4. rezultat stranke v državi, razen 2 domžalskih in kamniškega okraja, pa 4. rezultat, ne, in blizu 1500 glasov, torej zmagal sem v Zagorju, no, in tudi če ne bi prišel v parlament takrat, ne, tudi če ne bi prišel, bi mi bilo neko veliko zadoščenje, ne, da lahko tudi ne bi prišel. Več kot tudi stranka, zmagal v Zagorju lahko ne bi prišel, ne, ampak mi je bilo neko zadoščenje, da sem vendarle morda v tem času, ker sem delal v Zagorju, da je bil Trboveljčan v Zagorju naredil za poslanca, ne, v šali. Naredil morda tudi kaj dobrega, da so to ljudje prepoznali in so me podprli, rekel, za naše razmere, so razmerno množično. Že zelo kmalu bi pa lahko prišel do poslanskega mesta tudi Marjan Dolinšek, če bi Igor Zorčič postal minister, recimo. Ja, ne? recimo, ja, tudi to je bila možnost, ja. Tako, no, potem pa ste bili seveda dobro leto, če se ne motim, več, ja, minister za javno upravo. Slovenijo ste poskušali nekako pravilno razkosati, ne, na nekakšne pravilne dele regije, da jih končno dobimo. Kako je zdaj s tem, to, kar stoji, pa tudi tisto odločbo Ustavnega sodišča, zdaj nekako to, recimo, da je to zdaj izpolnjeno. To je težko, Slovenijo je težko kosati, ne? Recimo, da je izpolnjeno, ne, po mojem trdnem prepričanju seveda ni izpolnjeno in je godno to, kar so se odločili, potem, kar so se vladajoči odločili, je ustavno sporno, ampak ne glede. Jaz sem morda največ energije med delom na Ministrstvu za javno upravo vložil prav v to izpolnjevanje odločbe Ustavnega sodišča in v bistvu v odpravo volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu in mi smo bili pri tem
so razmerno uspešni, pripeljali zadevo na prak sprejetja v državnem zboru. Če bi takrat del politike približno z enakim tempom dihal, kot smo dihali mi na Ministrstvu za javno upravo, bi mi takrat to tudi sprejeli. Vmes se je politična situacija ravno toliko spremenila, Da se ni dalo več. Da se več ni dalo. In kje bi bilo Zagorje, v kakšni regiji? Ne, tu govorim Volilni, ja. Če govorimo o volilnem sistemu, bi Zagorje seveda ostalo v 6. volilni enoti. 6. volilna enota je praktično bi ostala enaka, kot je zdaj, ne. Razen še Litija bi se pravzaprav in Šmartno bi se pridružila zaradi zaokrožitve, tako kot sta se tudi zdaj, vendar zdaj so seveda še vedno okraji, ne. Zagorje je še vedno svoj volilni okraj, mi imamo še vedno svojega poslanca, ne? V primeru, da bi odpravili volilne okraje, pa bi pač vsaka stranka dala na volilno enoto 11 kandidatov in s prednostnim glasom bi bilo mogoče Nekako ne bi pošteno, ne? Ampak to pač niso bile razmere godne, mislim, da še bodo, da je to prehodna rešitev, kar imamo zdaj. Kar zadeva pa pokrajine, verjetno, kot ste jih tudi omenili, mi pravzaprav tisto, kar so počeli s pokrajinami pod vodstvom državnega sveta, jaz niti kot minister za javno upravo, tudi naša stranka tega načina nismo odobravali. Nam se je seveda zdel zmotno najprej risati meje volilnih okrajev in postavljati neka središča teh oziroma pokrajine volilnih okrajev in središča teh pokrajin, ne, kar je takoj vzbudilo seveda odpor po vsej Sloveniji, ne, in cel halo, ker so še vedno prepričani, tudi mi v Listi Marjana Šarca to zagovarjamo, da je treba najprej jasno postaviti naloge pokrajin, torej kaj bodo te pokrajine sploh počele, katere pristojnosti bomo prenesli z občin na pokrajine, katere z države na pokrajine. Ko smo začeli govoriti z župani, ne, o tem, katere pristojnosti bi pa prenesli na pokrajine, ne, so pa rekli, nič ne bi prenesli, ja. Ampak v isti sapi pa govorijo, pokrajine treba nujno imeti, prenesli ne bi pa nič, ne. Mi smo zagovorniki tega, da je treba jasno definirati, kaj bodo pokrajine počele, ne, sploh za te državljane. In ko bomo to vedeli, ne, bomo meje relativno hitro narisali. Jaz sem pa itak, zdaj se je pa med to epidemijo, se je pa to seveda pokazalo, mi pokrajine že imamo narisane. Statistične regije, tako kot jih imamo, ne, so odličen razrez Slovenije. Mogoče Zasavje je malo premajhno, ne? Ja, dobro, ampak tudi Koroška je malo majhna, pa sem vedno govoril, da mi v Sloveniji ne moremo imeti pokrajin, če Koroška ne bo samostojna pokrajina. Ja. In mora biti samostojna pokrajina. In tudi Zasavje, zakaj pa ne, ne? Zakaj pa ne bi bilo Zasavje tudi, če je majhna svoja pokrajina, ker smo pač tako zaokrožena celota in tako pravzaprav pašemo skupaj, ne, pa nekam drugam, da je popolnoma naravno, da bi bilo Zasavje z Litijo seveda, ne, ki je zdaj v tej statistični regiji. Tako da niti ni več tako majhno, ne. Ja. In to je vsa umetnost pokrajin in dozorel bo čas, ko bomo prišli do tega. Morda bomo pa, ko se bodo stvari malo umirile, ugotovili, da pokrajin, morda jih pa sploh ne potrebujemo, ne. Ja, tudi to morda mogoče. pa, če ne znamo povedati, kaj bodo počele, Je boljše, da jih nimamo, ja. potem jih morda sploh ne potrebujemo. Tako, in da ne bodo ljudje videli potem samo en strošek v pokrajinah, ne. No, čisto ob koncu sva verjetno ven iz politike tudi po tem mandatu ne boste šli, glede na to, da ste zdaj komaj zaštartali, ali pač? To pa ne vem. Še ne veste? Ne, morda me niti ne bo več veselilo,
čez kakšno leto. Bomo videli, kaj bo čas prinesel. Ja, jaz sem pač nekako naslednje let, včasih pa tudi malo drugače sem menjal službe oziroma področja. Tako kot je pokojni Miroslav Štrajhar dejal, da je treba svoje ene kuhinje na 7 let, ne? No, morda, ampak meni se nekako, če gledam po letnicah, pa malo dobro se povprečje pa vendar letam okrog 7 let in se mi je to v življenju nekako obrestovalo, zato sem tudi, se mi zdi, na večjih področjih uspel delati, ne samo na enem, tako da morda ampak 7 let še niste poslanec, ne? Ne, nisem še 7 let poslanec, je pa res, da če bi pa rekel, da se 7 let že nekako spogledujem s politiko, če še lokalno politiko vštejem, smo pa že tle. Morda imam še kakšne sanje take, ki jih še nisem čisto izživel, pa nimajo s politiko nobene zveze, tako da velika možnost je seveda, da ne bom ostal v politiki. No, mimogrede, mogoče še kakšno knjigo, še kakšno pesniško zbirko, ne, tudi to. Na tem področju imam še kakšne sanje, ja. Ki se mi zdi, da bi morda še kaj zamudil, če bi se ne vrnil k temu. No. Predvsem je pa tu hčerka, ne, pa tudi 2 vnuka, ne? Tako je, ja, in hčerka se bo slej ko prej tudi sama začela spogledovati s politiko, malo se že je v preteklosti. No, mimogrede, ravno zaradi nje, pa tudi zaradi vas, ne, smo šli takrat tudi mi iz ETV, slikarsko kolonijo, v Evropski parlament, ne. Takrat je bila vaša hčerka, če se ne motim, je bila zaposlena pri poslanki Romani Jordan. Kot evropski poslanki je bila njena Cizej, asistentka. Takrat samo še Jordan, no, ne vem čisto točno. Ja, v glavnem pri evropski poslanki je bila takrat zelo prijetna gospa, in takrat smo to misijo zagorsko izpeljali z avtobusom, pa z Orleki, pa z vso ropotijo. Smo šli v Bruselj. Bilo je naporno, ne, ampak je bilo izjemno prijetno doživetje tisto. Ne. Ja, super je bilo. Mogoče še kdaj, ne? Po kakšnih drugih časih. Ja. Ja, gospod Rudi Medved, hvala lepa za vse, kar ste povedali v prvem in v drugem delu oddaje. Pa še kdaj? Hvala lepa vam, da ste mi dali priložnost, da sem lahko povedal. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.